teh razmerah z COVID-19 smo vsi v nekem smislu soudeleženi in prizadeti, ne? Če drugače ne, se moramo držati teh ukrepov, imamo težave z gibanjem in tako da tudi z zaskrbljenostjo in z zanimanjem spremljamo, kaj se dogaja. V Kanadi so v bistvu začeli te ukrepe uresničevati pred dobrimi 4 tedni. Tako da takrat smo imeli planirano, ravno v tistem tednu, 16. marca, smo imeli planirano konferenco v Alberti, v Banffu. To je v bistvu samo čez Skalovno gorovje od Vancouvra, ni daleč. Konferenca je pa mednarodna, to je delavnica, tam je matematični center, ki ga upravlja kanadska matematična združenja. In do zadnjega dne smo bili prepričani, da bo konferenca potekala, čeprav je bilo ogromno odpovedi. Torej vsi čezoceanski udeleženci so odpovedali, potem so začeli odpovedovati tudi udeleženci iz Združenih držav, recimo Stanford ima zelo kmalu prepoved potovanja svojim profesorjem in tako naprej. Za nas Kanadčane, ki nas je bilo tudi še kar nekaj, smo pa v bistvu šele zadnji dan se odločili, da bomo to konferenco odpovedali in potem smo jo izvedli preko spleta. V 2-3 dneh smo uspeli organizirati in smo imeli kompletno predavanja preko spleta s okrog 60 udeleženci in je bilo res fascinantno, kako hitro smo se prilagodili temu. Zdaj sama Kanada sledi v ukrepih podobno kot druge države, omejitev druženja v skupinah, to je predvsem pomembno, potem nakupovalne navade so se spremenile, nobene gneče ni v trgovinah, se pravi, je treba zadržati stranke pred trgovino, če jih je slučajno preveč in tako naprej. Imamo pa manj omejitev glede gibanja kot v Sloveniji, tako da samih omejitev, razen seveda med provincami je manj potovanj, ampak v samem mestu ni omejitve gibanja. Se pravi, ljudje hodijo normalno v naravo, držijo razdaljo in tako naprej. In zaenkrat nekako ukrepi tečejo, kot se zdi, da bi morali. Šole so zaprte, univerze so zaprte, seveda univerze same niso prenehale z delom. Profesorji smo bili takoj obveščeni, da bodo predavanja potekala preko spleta in s to tehnologijo, ki je danes vsem dosegljiva, se to zgleda kar solidno izvaja. Imamo seveda te začetne težave, probleme, kako z izpiti, kako z ocenjevanjem. To se ravnokar te dni izvajajo izpiti, tako da zaenkrat še ne morem povedati, kakšne izkušnje bodo pri tem, ampak načeloma življenje teče naprej. Jaz imam v glavnem stik s svojimi podiplomskimi študenti, z njimi se redno srečujem preko spleta. V bistvu poteka to komuniciranje med mentorjem in študentom dosti tekoče, tudi če je stik malo manj oseben.
Ja, v matematiki imamo to srečo, da kar se na današnjega časa tiče, da je veliko dela individualnega, tako da raziskave, raziskovalno delo pač poteka normalno. Edino, kar večina nas si lahko uredi pisarno, tako da lahko v miru delamo tudi od doma in delo teče. Ni nobenih zadržkov. Problemi, ki jih vidim, so morda pri recimo podiplomskih študentih, ki so sami in je nekako morda pride do socialnih težav. Tako da tukaj recimo s svojimi študenti skušam držati stik, da jih spodbujam k delu in da tudi postanejo motivirani za delo v tem času. Moram reči, da sem dosti prijetno presenečen, kako se je v bistvu celotno človeštvo odzvalo na to pandemijo in kako organizirano in mirno potekajo te spremembe, ko vemo, da je toliko ljudi prizadetih s tem, ko so izgubili delo, izgubili možnost zaslužka in njihov obstoj je ogrožen. Ravno včeraj sem poslušal pri poročilih, da zdaj že v Združenih državah protestirajo proti tem ukrepom, ker želijo ljudje nazaj na delo. In vprašanje je, kaj se bo dogajalo, če se bodo stvari vlekle še nekaj mesecev. Tako da zaenkrat ne bi skušal napovedovati, ampak upam, da se bodo stvari hitro normalizirale in da bomo začeli spet z normalnim življenjem. Vsak naj izbere tisto raziskovalno delo, ki naj bo dobro motivirano in naj ima cilje na dveh nivojih. Realne cilje, ki jih lahko dosežemo, in neke cilje, visokoleteče cilje, ki bi jih radi dosegli v dolgoročnem času. S takimi cilji potem človek tudi ostane motiviran daljše časovno obdobje in lahko tudi ostane zadovoljen s svojimi uspehi in svojimi rezultati.